Hvala lepa za besedo. Vse skupaj vas prav lepo pozdravljam. Ugotavljam, da ministra ni v dvorani, kar je, bom rekel, že kar klasična poteza ministrov Levice. Vedno, ko pridem za govornico, jo malo prej pobašejo iz dvorane. Minister pravi, da ni čisto nič kriv. Zakaj smo potem danes sploh tukaj? In odzval bi se na začetku še na en očitek. Marsikdo pravi, da je interpelacija ministra izguba časa, a v tem primeru to sigurno ne drži. Če je minister Luka Mesec 12 ur v Državnem zboru, je to 12 ur, ko ni na ministrstvu. In to je že napredek. V parlamentu govori, na ministrstvu odloča. Zato je razlika očitna. Tu vsaj škoda ostane samo pri besedah, tam pa pri posledicah. Zato interpelacija ni zapravljen čas, je preventivni ukrep. Bolje en dan govorjenja v dvorani, kot en dan eksperimentiranja z državo. Če že nič drugega, je to edini dan, ko ministrstvo dela manj škode, ker ministra ni tam. Luka Mesec je na čelu ministrstva za delo zamenjal Janeza Ciglerja Kralja, ki je pokrival celoten resor, se pravi en minister, en podpis. Vi v Levici pa ste ubrali sodobnejši pristop. Delo ste si lepo razdelili, ker je jasno, več ministrstev, več služb za lojalen kader, en minister za solidarno prihodnost, drugi za delo. Logično. Če je delo pretežko, ga razdeliš, če je odgovornost prevelika, jo razpršiš. Rezultat: več ministrstev, več kabinetov, več služb za lojalne kadre, več sestankov, več nevidnega dela, več dela od doma, več za potovanja po svetu. Včasih je en minister iz Nove Slovenije delal vse, danes dva ministra iz Levice delata polovico. Žal pa ministrstvo za delo vodi minister, ki nima ene same ure dela v gospodarstvu. Njegova prva zaposlitev je bila poslanec v Državnem zboru. In tako nam takšni ljudje vodijo ministrstvo za delo in krojijo našo usodo. To je podobno, kot da bi nekdo, ki še nikoli ni vozil avta, pisal pravila v cestnem prometu. Pa začnimo najprej z gospodarstvom. Stranka Levica, ki sokoordinira Luka Mesec, spet delo so si razdelili, da ne bi en koordinator imel preveč dela, je v vlado stopila z jasnim ideološkim ciljem. Ne z razvojem gospodarstva, ampak z njegovim postopnim spodkopavanjem. Pri takšni politiki Levice je treba razmišljati dolgoročno. Treba je brati vsebino, ne lepih naslovov. V Levici radi govorijo, da se borijo za delavce, za ljudmi z najnižjimi prihodki. Toda ob njihovih odločitvah se postavlja preprosto vprašanje, ali se borijo za to, da bo teh ljudi manj ali več. Kajti njihova politika ne zmanjšuje revščine, razširja jo. Na koncu dobimo en sam rezultat: revščina za vse, ne le za peščico. Več ljudi na minimalni plači pomeni več hvaležnih volivcev, ki pred televizijo poslušajo, kako se Luka Mesec bori zanje. Medtem ko je njihova politika tja pravzaprav potiska. Spreglejte, dragi državljani. Razlika med nami v Novi Sloveniji in Levico je ravno v tem, da si v Novi Sloveniji želimo, da je tistih ljudi, ki delajo za minimalno plačo, čim manj in ne čim več, kot si to želijo v Levici. Minimalna plača bo vedno minimalna, zato se ji tudi tako reče. In vedno bo del zaposlenih delal za minimalno plačo. Vedno. In kot politik bi se mogel boriti, da je teh ljudi, ki imajo minimalno plačo, čim manj, ne da jih je v naši državi čim več. Ampak s tako zgrešeno politiko, kot jo ima Luka Mesec in stranka Levica, nas počasi peljejo v prepad, kjer bomo kmalu vsi na minimalni plači. Vsi enako revni. V naši državi bo treba spremeniti razmišljanje in logiko. Denar ne raste na drevesu, kot to mislijo v stranki Levica. Treba bo omogočiti gospodarstvu, da bo lahko ustvarjalo, da bo konkurenčno na trgu, da bodo podjetja ohranjala delovna mesta. Z velikim veseljem spremljamo objave uspešnih podjetij, ki dokazujejo, da je z delom, trudom, vizijo in zaposlenimi mogoče doseči vrhunske rezultate. Naloga nas politikov bi morala biti preprosta: ustvariti pogoje, v katerih podjetja lahko rastejo, zaposlujejo in tudi vlagajo. Žal pa v Državnem zboru pogosto poslušamo razprave, kjer nekateri politiki gradijo svoje točke z napadi na podjetnike in njihova prizadevanja. Še več, imamo ministra za delo, ki dela proti gospodarstvu. Namesto da bi prepoznali vrednost uspešnih podjetij, se zbuja zavist in podpira boj proti gospodarstvu. Ker nekateri naši državljani to kupijo, Levica, Luka Mesec seveda to izkorišča.
A ni logično, da če bo šlo dobro gospodarstvu, bo šlo dobro tudi ljudem? Če gospodarstvu ne omogočimo dobrih pogojev za rast, ne bomo nikoli imeli dovolj plačanih delovnih mest, potem bomo vsi na minimalcu. Se pravi, napad na gospodarstvenike je napad na dobro plačana delovna mesta, vsi enako revni. Moja logika je jasna, ko bo gospodarsko okolje spodbudno, več podjetij bo ustvarjalo delovna mesta in višje bodo plače in zato se je treba boriti. Če podjetjem nenehno nagajaš in jim nalagaš dodatne administrativne obveznosti in davke, plače seveda ne bodo rasle. Pravzaprav s takšnimi ukrepi podjetja siliš, da odhajajo iz države, s tem pa odhajajo tudi dobra delovna mesta. Eden izmed takih genialnih predlogov Luka Meseca je bil tako imenovan zakon o evidentiranju, po domače štempljanju. Zakon je lepo izgledal v pisarni Luke Meseca, v praksi pa malo manj. Trgovka se je odštempljala ob koncu delovnika in šla nazaj polniti police. Luka pa je bil zadovoljen, da je bil zakon sprejet. Po primeru Marinblu smo torej dobili štempljanje, novo birokratsko zahtevo, ki rešitev ni prinesla, kvečjemu še več papirjev. Pred leti smo se pogovarjali o indicih v podjetju Marinblu, kasneje o Filipincih v Arrivi, zaposlenih in podjetju Hvala in verjetno se bomo pogovarjali še o kom. Luka Mesec obremenjuje vse, ki pravila spoštujejo, a kršiteljev ne prestreže in ne kaznuje. Za pridne in poštene je tu štempljanje, nenehni davki in birokracija, za barabe pa očitno nobenih ovir. Uvedli ste štempljanje za vse, razen za peščico. Vam se seveda ni bilo treba štempljati, pridno se je v prazno beležilo čas pri štempljanju, dokler niste tega ukinili. Nihče pa ni beležil stroškov, ki so s tem nastali. In za te stroške ste krivi vi, minister Mesec, ste jih morebiti poravnali. Da človek res ni vešč vodenja ministrstva, pa je bilo jasno, ko mu je sam novinar na eni izmed večernih oddaj moral povedati, da je on tisti, ki lahko prepreči prodajo podjetja CSS v Škofji Loki. Luka Mesec je minister, ki vse dela zelo preračunljivo. En dan pred interpelacijo pride številko 1000 evrov za minimalno plačo. Jurja, da bo mir. S takšno politiko pridejo tudi višji prispevki za samostojne podjetnike, višji socialni transferi, dražji vrtec, dražje storitve, višja cena živil. Včeraj je minister stopil pred govornico in pred novinarji dejal: predlagal bom dvig minimalne plače na 1000 evrov. Luka Mesec pravi: draži se hrana. Minister, vaša vlada in vaši poslanci so bili proti predlogu Nove Slovenije, da bi se znižal DDV na osnovna živila, po domače na kruh in mleko. Sedaj pa jamrate, da so šle cene hrane gor. Dobro jutro, minister. Dražijo se najemnine, pravi Luka Mesec. Ampak vi v Levici ste bili tisti, ki ste davek na najemnine dvignili s 15 na 25%. Mi v času naše vlade smo ta davek znižali. Bili ste proti zakonom NSi, da bi se davek znižal na 5% za družine in za mlade. Imamo stanovanjsko krizo, vi pa dolgoročen najem obdavčujete bolj kot kapitalske dobičke. Res ste ta prava levica. Dražijo se obleke, vi, spoštovani minister, boste narod slekli. Dražijo se goriva, pravite Luka Mesec. Ste mogoče pomislili, da bi znižali trošarine? Dražijo se osnovne življenjske potrebščine. Z dvigom minimalne plače se bodo še bolj. Vaša obljuba o 1000 evrov minimalne plače je namreč isti populizem kot Erjavčeva penzija za 1000 evrov. Tudi on je obljubljal. Niste pa razmišljali, da bi se država odpovedala svojemu delu pogače, da bi bili prispevki nižji, na ta račun pa višja neto plača. Višje plače, seveda, le kdo jih ne bi hotel, a ključno vprašanje ostaja, kdo jih bo plačal. Plače in denar ne rastejo na drevesu, ustvarja jih gospodarstvo. Če podjetjem samo pobiramo, ne bo več nikogar, ki bi plače izplačeval. Podobna bučka je tudi božičnica. Prepričan sem, da imamo podjetja, ki lahko dajo 100 božičnic na zaposlenega. A misliti je treba tudi na tista podjetja, ki ne morejo dati niti ene. Obvezna božičnica, zdaj še 1000 evrov minimalne plače plus višji prispevki. Skupni imenovalec pa brez razbremenitev, brez dialoga, brez strategije. To ni politika prihodnosti, je pa politika levice, ki nas sili v revščino. To je zbirka predvolilnih bombončkov, ki razkraja stabilnost, ki jo gospodarstvo potrebuje za preživetje. Želimo višje plače? Prav, potem naj država ukrepa celostno. Nižji davki in prispevki, manj birokracije, več posluha. Podpre naj, ne zatre. Tako kot to počne Luka Mesec. Sicer nas čaka jasna nesolidarna prihodnost, samo še minimalne plače, brez tistih, ki bi jih lahko tudi izplačevali.
Ko je govora o plačah, pa je smiselno reči samo še to. A ste na Ministrstvu za delo kdaj pomislili, da bi bilo mogoče bolj smiselno še bolje plačati tiste, ki dejansko delajo, in pomagati tistim, ki ne morejo delati, ne pa da v Levici najbolj pomagate tistim, ki ne želijo delati. Zdaj imamo sistem, kjer je videti, da se najbolj splača ne delati, narobe svet, in vi v Levici in tudi minister Luka Mesec to podpira. Saj veste, kako pravijo v Levici, bolje socialc kot minimalc. Ljudje, ki vsak dan vstanejo in grejo delat, pa me sprašujejo, kako in na podlagi česa lahko 20-letnik s kriminalno preteklostjo je deležen socialne podpore. Kdo to v naši državi dovoljuje? Po drugi strani pa upokojenci s polno delovno dobo nimajo niti za preživetje. Luka Mesec, povem vam nekaj in se zamislite nad svojo politiko. Če obdavčuješ ljudi in to non-stop in financiraš tiste, ki ne delajo, kakšen rezultat bomo dobili? Dolenjci ta rezultat gledajo vsak dan. Na Vranskem pa živi invalid 3. kategorije, ki ima 20 let delovne dobe in dobi manj kot nekdo, ki je star 20 let in prejema denarno socialno pomoč. Ker Luka Mesec ni slišal več kot 10 000 glave množice v Novem mestu, ki ga je izžvižgala, smo danes tukaj s poročilom, naj odstopi. Ko minister govori, da naj vprašamo Novomeščane, kaj si mislijo o njegovem delu, mu odgovorim, da ne potrebujem slišati Novomeščanov, ker točno vem, kaj si mislijo o njegovem delu. Saj sem gledal, izžvižgali so vas in to pove vse o vas. Enostavno bi morali prevzeti odgovornost, ker je koordinator za reševanje romske problematike vseh institucij, za katere je predsednik vlade Robert Golob priznal, da te institucije ne delujejo. Tudi Luka Mesec je odgovoren, da institucije ne delujejo, da so popolnoma zatajile. Medtem, ko sta dva ministra sprejela objektivno odgovornost in odstopila, se minister za delo, minister, ki je najbolj odgovoren za stanje, ki se je zgodilo in se tudi dogaja v jugovzhodni Sloveniji, ni zbral poguma in odstopil. Celo več. Dovolil si je izjavo, da s palico ne bomo prišli prav daleč. Luka Mesec, sporočam vam, do sem nas je pripeljala vaša retorika, vaše delo, vaše besede. Mehki ukrepi, besedni izraz, s palico ne bomo prišli prav daleč, razni korenčki in skrb samo za človekove pravice, ne pa tudi dolžnosti. Pravzaprav vsakič, ko izrečete besedo človekove pravice, se zgodi krivica delovnemu človeku. Ko minister, ki s svojim delom nima kaj pokazati, vpraša, kaj ste pa vi naredili? No, pa poglejmo. V Novi Sloveniji smo 4-krat vložili spremembo zakonodaje, ki ureja področje romske problematike. Prvič v času prejšnje vlade, 23. februarja 2022. Za preprečevanje zlorab in socialnih transferjev ter vključitev otrok v obvezno osnovnošolsko šolo in odraslih na trg dela, ki bi spodbujal hitrejše vključevanje brezposelnih na trg dela, zmanjšal dolgotrajne brezposelnosti in ločil družino od socialne politike ter zlorabe v zvezi s tem. Zdrav človek mora delati, ne pa prejemati denarno socialno pomoč. Uvedel, da se otroški dodatek dodeli v naravi, če šola sproži prekrškovni postopek proti staršem učenca, ki neupravičeno ne obiskuje pouka. Če otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje z izobraževanjem, bi se znesek otroškega dodatka znižal za 33%. Ta zakonodaja bi prinesla obvezno izplačilo denarne socialne pomoči v naravi, če obstaja dolg do javnih služb ali vzgojno-izobraževalnih zavodov. Ukinil dvostopenjsko sankcioniranje kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve. Predlogi, ki smo jih vložili, niso bili sprejeti. V Levici ste bili proti. In naj poudarim, šlo je za manjšinsko vlado, 37 nas je bilo od 90, to je manj kot polovica, ves sedi v tem hramu demokracije 54 od 90. Lahko bi, če bi želeli, sprejeli karkoli bi želeli. Celo več, sprejeli smo v času naše vlade, prejšnje vlade, nekaj zakonov, ki rešujejo romsko problematiko. Paste, stranka Levica pa je vložila pobudo za referendum in blokirala postopek sprejemanja zakona o socialno-varstvenih prejemkih ter o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Gre za predloge škodljivih sprememb, so zapisali v Levici. In tole je dokument s podpisom, kjer se je Luka Mesec
podpisu pod dokument in točno s tem dokumentom ste blokirali izvajanje naše zakonodaje, ki je naslavljala romsko problematiko. Še enkrat si poglejte, Luka Mesec se je pod to podpisal. To je najboljši odgovor na to, kaj ste pa vi naredili. Mi smo delali tisto, kar ne delate vi, vi ste pa s poslovniškimi triki vlagali takale poslovniške trike, podpise in blokirali izvajanje tega zakona s pobudo za referendum. Nadalje, kaj ste pa vi naredili? Pod to vlado smo v Novi Sloveniji ničkolikokrat vložili zakonodajo, ki naslavlja romsko problematiko. Kaj se je dogajalo? Koalicija je bila ves čas proti ali pa je seje obstruirala in so se nam tudi posmehovali. Recimo vložitev Nove Slovenije zakonodaje 13. 5. 2022 v času vaše Golobove vlade. Vlada seveda predlogov ni podprla, saj so se po besedah državnega sekretarja Dana Juvana, vašega državnega sekretarja Luka Mesec, na področju socialnega varstva potrebe spodbude, ne pa kazni, ki lahko preprečijo stisko ljudi. Se pravi, mehki ukrepi, korenčki in tako dalje. Drugič so zakon vložili župani iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja z več kot 31.500 podpisi. Vlada predlogov seveda ni podprla. Odbor za delo, pazite, pa je ob obravnavi predlogov 4. oktobra 2023 vlado pozval, da do konca leta pripravi zakonodajne spremembe, ki bodo učinkovito naslovile romsko problematiko, zlasti pri vključevanju Romov v družbo in krepitve družbene odgovornosti posameznika. Vlada tega ni uresničila, poslanci in poslanke Nove Slovenije in SDS smo bili označeni za nestrpneže. Ste pravi, koalicijski poslanci ste na odboru za delo 4. oktobra 2023 sprejeli sklep, da mora minister Luka Mesec do konca leta pripraviti zakonodajne spremembe, ki bodo učinkovito naslovile romsko problematiko. Danes, sedaj je 2 leti od takrat in vi, Luka Mesec, na tem področju niste naredili nič. Nič. Še svojih lastnih sklepov ne spoštujete. Naslednja vložitev zakonov Nove Slovenije se je zgodila 24. julija 2024. Paket 5 zakonov za vzpostavitev mehanizmov za omejitev zlorab socialnih pomoči ter preprečevanje nasilja. Dodali smo rešitve na področju medvrstniškega nasilja. Ravnatelj bi lahko v primeru težjih in ponavljajočih se kršitev posameznega učenca lahko izrekel začasno izobraževanje na daljavo, vključitev v vzgojni program za socializacijo ali izključitev. V pravila šolskega reda bi se dodali tudi dolžnosti in odgovornosti staršev. Najbrž ne rabim poudarjati, da ste bili v koaliciji spet proti. Na kar smo 24. avgusta 2024 vložili novelo kazenskega zakonika, ki bi olajšal izrekanje kazni mladoletniškega zapora za nasilna kazniva dejanja mladoletnikov. Predlog je koalicija spet zavrnila. In vložili smo še ponovno vložitev zakonov, 5 zakonov 21. februarja letošnjega leta. Vlada predlogov ni podprla, manjši del rešitev je bil na to v državnem zboru vendarle vseeno sprejet in to sprejet brez glasov stranke Levica. Poslanska skupina SDS je za reševanje problematike predlagala več sklicev sej in ustanovitev pododbora za reševanje romske problematike in naraščanje nasilja in kriminala. Koalicija je predloge zavrnila. Predsednik komisije za peticije Jože Tanko je sklical 3 seje komisije, na nobeni ni bilo niti poslancev koalicije, niti ministra Luka Meseca. Prišel pa bi, če bi govorili o Palestini. Bilo je več kot 50 vabljenih gostov in Luka Mesec ni prišel teh ljudi poslušati v državni zbor. Plačal je pa 15. v mesecu seveda pobasal. 10 dni pred tragičnim dogodkom na 18. nujni seji Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti s točko dnevnega reda nereševanje romske problematike na jugovzhodu Slovenije je bil predlagan nabor zakonodajnih sprememb, ki smo jih ves čas vlagali tudi v NSi. Ministra Meseca ni bilo na sejo, nobenega iz koalicije ni bilo na sejo 10 dni pred obojem v Novem mestu. Po oboju je bil minister na to temo povsod. To samo kaže, kakšen je resničen odnos ministra do te teme. Mesec je kot glavni koordinator ukrepov za reševanje romskih vprašanj s svojimi izjavami pokazal, da se na ministrstvu ne zavedajo resnosti situacije in svoje vloge. Mesec je avgusta 2025 ob obisku v romskem naselju Pušča v Prekmurju izjavil:
Medtem ko imamo na Dolenjskem župane, ki so župani že 20 in več let in še niso bili v romskem naselju, je to tukaj nekaj povsem običajnega, da se podžupan oglasi na kavi. Na to izjavo so se odzvali župani iz jugovzhodne Slovenije in navedli, da je minister objavil posnetek svojega obiska romskega naselja v Prekmurju in na ta obisk izkoristil za promocijo lastnega delovanja na področju romske problematike, pri čemer je izrekel več neresničnih in zavajajočih trditev. Da je minister obiskal izjemo in namignil, da je to zgled za jugovzhodne države, ni pa obiskal drugih naselij v bližini, ki kažejo drugačno bivanjsko sliko. Da minister ni uspel izpeljati nobenega ukrepa, ki bi povečal vključenost otrok in romskih naselij v vrtce, večina romskih otrok v jugovzhodni Sloveniji in Posavju ni vključena v vrtec. Da so zgroženi tudi nad izjavo poslanke Sare Žibrat, da naj župani, ki so župani že 20 let, še ne bi bili v romskem naselju. Odzvali so se tudi v regijski iniciativi z Dolenjske in Bele krajine, kjer so navedli, da župani in strokovni delavci vsakodnevno rešujejo težave na terenu, a pri tem nimajo ustrezne podpore države. Da zavračajo trditev, da župani v preteklosti niso obiskovali romskih naselij, saj so ravno oni tisti, ki so stalno na terenu in so neposredno soočajo s problemi, in podarili 3 ključne zahteve: ponovno odprtje in dopolnitev predlogov županov jugovzhodne Slovenije ter njihovo sprejetje, dosledno izvajanje zakonodaje na področju varnosti, socialnih prejemkov, gradenj in šolstva in prenehanje predlaganja odgovornosti na lokalne skupnosti brez ustrezne sistemske podpore. Ministrstvo se hvali, da so v jugovzhodni Sloveniji zagotovili 30 dodatnih delovnih mest na CSD, ki so specializirani za delo z romsko skupnostjo. V odprtem pismu regijske civilne iniciative iz Dolenjske in Bele krajine je njen predsednik Silvo Mesojedec zapisal, da bodo romski starši še naprej učili otroke, da je v redu zapustiti šolo pri 6 razredih, saj je od zaposlitve bolj stimulativna denarna socialna pomoč. Da punce začnejo rojevati že pri 14 letih, začetek izplačevanja otroških dodatkov, in opozoril na popolno neučinkovitost oblasti pri soočanju z romsko problematiko. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom Mesca pa ni zagotovilo osnovnih varnostnih zaposlenih na CSD, ki so redno izpostavljeni grožnjam in fizičnim napadom, ni vzpostavilo nobenih varovalnih protokolov, ni zagotovilo spremstva pri obravnavah, ni izdalo enotnih navodil za primer ogroženosti zaposlenih in ni vodilo nobenega sistemskega spremljanja. Bila, in to je pa potrebno poudariti zaradi tega, da ne bo prišlo do manipulacij, bila pa sta letos meseca maja sprejeta 2 zakona Nove Slovenije, in sicer brez podpore Levice. Sedaj pa se minister Luka Mesec hvali, kot da so to njegove rešitve. Če ne bi bilo Nove Slovenije, tudi to ne bi bilo sprejeto, in zakona prinašata to, da se otroški dodatek in denarna socialna pomoč izplačujeta v naravi in ne v denarju, če otrok neupravičeno ne obiskuje osnovne šole. Hvala vsem tistim poslancem koalicije, ki ste pa vendarle ta zakon tudi podprli. Da bi bil zakon sprejet, da bi zdravi ljudje delali, pa bo najbrž čudež, če bi se to zgodilo pod to vlado. Že ministrstvo za delo, ki ga je vodil Janez Cigler Kralj, je ob koncu mandata prejšnje vlade pripravilo zakonske rešitve s področja sociale za spodbujanje šolanja otrok in hitrejše postopke zaposlovanja. Levica je takrat zahtevo za referendum sprejemanje zakona blokirala. Imejte to v mislih, ko poslušate, kako si Luka Mesec prizadeva rešiti to problematiko. Prišla je Golobova vlada, ki so jo župani 11 občin z jugovzhodne Slovenije po leti 2023 o podpori 31 tisoč podpisov državljanov soočili z že omenjenimi rešitvami s področja sociale, dodali so še zaostritve pogojev za pridobivanje vozniškega dovoljenja. Oktobra 2023 jih je Golobova vladna koalicija zavrnila in obljubila sistemske ukrepe, ki jih ni. Seveda jih ni, zato je v akcijo stopila Nova Slovenija in lani poleti ponovno predlagala vse 4 zakone in jim dodala še 2 za omejevanje medvrstniškega nasilja in za mladoletniški zapor. Naše rešitve je koalicija zavrnila. Vlada pa zdaj rešitve, ki je edina prisluhnila pobudam ljudi in županom iz jugovzhodne Slovenije, predstavlja kot svoje. Na tem mestu tudi vprašanje. So specialne enote že izpeljale razorožitev? So brezdelnežem že odvzeli socialno pomoč? Očitno, dokler boste minister vi, Luka Mesec, se to ne bo zgodilo. Pa ne mi govoriti o nestrpnosti. Nismo nestrpni do Romov, nestrpni smo do kriminala, nasilja in lažnivih, nesposobnih politikov, ki so organiziran kriminal, mamila, orožje in prostitucijo ter pedofilijo spustili v romska naselja in tudi med ljudi. Žalostno in hudo je, da se v naši državi nemoteno sprehaja Acotov morilec,
človeku, ki je pa ki je odrezal glavo na kipu, pa grozi večletna zaporna kazen. Ljudem je treba dati delo in tukaj morate začeti, saj ste minister za delo. Če bi ljudje vsak dan hodili delati in popoldne pomagali otrokom pri domači nalogi, pa zvečer razmišljali, kako bojo prišli čez mesec, ne bi kradli po celi Sloveniji, streljali rafalov in delali otrok 14-letnicam. Po umoru govoriti o sočutju in trkati na pravico je prepozno. Narod je jezen na vas, ker niste naredili nič. Pljunite v roke in vsak naj naredi svoj del posla. Zakoni naj veljajo za vse enako. To pričakuje od vas, Luka Mesec, slovenski narod. Ne morem pa danes mimo laži, ki jih je izrekel Luka Mesec. Da bi pridobil simpatije volivcev, je pred volitvami napovedal 30 tisoč stanovanj in da imajo lopate že pripravljene. Do danes niso zgradili niti enega stanovanja, so se pa v Levici fino najedli cateringa priznanega gostinca ob odprtju stanovanj v Novem mestu, ki so bili načrtovani v času prejšnje vlade. Prav tako je Luka Mesec junija 2022 dal velike obljube glede mariborske livarne. Namesto privatizacije je rekel delavski odkup. Avgusta 2024 je šlo podjetje v stečaj. Namesto delavskega odkupa so delavci ostali brez realnih rešitev. V medijih pa so navedli, da so nekateri prejeli le pomoč, kot so paketi Rdečega križa, ker so ostali praznih rok. To je politika Levice, to je politika Luka Meseca. Ampak ena izjava od Luka Meseca pa zmaga. In ta je legendarna in jo je treba večkrat ponoviti. Luka Mesec je dejal: obrnite se na policijo, če policija ne ukrepa. Ministra Meseca sprašujem, kam naj se obrnemo, če dolgotrajna oskrba ne deluje. Na dolgotrajno oskrbo mogoče. In zdaj pa že počasi zaključujem in je treba tudi navediti zelo lep primer, kako Levica dela. Levica dela zase. Navkljub nedelovanju storitev dolgotrajne oskrbe so predstavniki Levice prejemali dodatke k plači. Uradnikom na ministrstvu, ki ga vodi njegov kolega Simon Maljevac, so v enem letu izplačali kar 107 tisoč evrov bruto dodatkov za preobremenjenost pri delu. Tile socialisti pa edino, kar znajo lepo filati svoje žepe. Kruhoborec Luka Mesec tukaj ni izjema. Elita Levice si je med dopusti nakazovala dodatke za nadpovprečno obremenjenost. Preiskovalno.si je razkrilo, da so si dodatke za povečan obseg dela ali za položajno mesto brez zadržkov izplačevali člani in simpatizerji Levice in to celo med dopustom ste v Levici lepo molzli državni proračun. In zdaj pa res čisto za zaključek. Na področju romske problematike je Nova Slovenija že leta 2022 v času ministrovanja Janeza Ciglerja Kralja predlagala socialno zakonodajo, ki bi prinesla konkretne rešitve, a jo je Levica blokirala. Nova Slovenija je s tem prizadevanji nadaljevala tudi v opoziciji, medtem ko Levica danes podobne ukrepe predstavlja kot svoje, denimo povezovanje socialnih transferjev z obiskovanjem osnovne šole, kar je bil prvotni predlog NSi, ki takrat ni dobil njihove podpore. Tudi zakon o dolgotrajni oskrbi je pripravila prejšnja vlada, a je vlada Roberta Goloba njegovo izvajanje ustavila, kar je povzročilo velike zaostanke in stiske ljudi. Številna vprašanja ostajajo neodgovorjena še danes, čeprav bi moral sistem že delovati v polnem obsegu. Na stanovanjskem področju kljub številnim obljubam pod to vlado ni bilo zgrajenega niti enega stanovanja. Trenutna politika daje prednost najemu, kar ljudje postavljajo večjo odvisnost od države, namesto da bi jih spodbujala k samostojnemu lastniškemu bivanju. Nova Slovenija zato pripravlja celovite rešitve z jasnim poudarkom na dostopnosti do lastniških stanovanj. Spomnimo tudi, da je Nova Slovenija leta 2022 predlagala davčno razbremenitev z zvišanjem splošne olajšave, ki bi zaposlenim s povprečno plačo prinesla najmanj 1200 evrov letno. Vlada Roberta Goloba pa je zakon takoj po prevzemu oblasti razveljavila. Minister za delo Luka Mesec je pojasnil, da bi bil njegov odstop po sobotnem nasilnem dogodku v Novem mestu, v katerem je bil ubit 48-letni moški, neodgovoren. Prepričan je, da je zdaj odgovorno iskati rešitve. 3 leta je bil odgovoren, 3 leta ste zmerjali vse, ki smo opozarjali na varnostne grožnje z nestrpneži, zdaj pa so krive prejšnje vlade. Norca so se delali, obstruirali so sejo, proti vsem predlogom ste bili v Levici, poslušal sem vas ves čas, da smo nestrpni. Tako je koordinator za romska vprašanja Luka Mesec skoordiniral. Je delal to vse od doma, je bilo to v času odklopa. Žalostno je, da policaji napišejo kazen punčki, ki je igrala na klavir, ali stari mami, ki je slepa in posluša zvočne knjige.
Ne motijo vas pa rafali v romskih naseljih. Kriv je in odgovoren je za nastalo situacijo, ker s svojim delom Luka Mesec ni naredil nič. Kot podpredsednik vlade je soodgovoren, da imamo ljudje v denarnici manj, ker je vsem zaposlenim v naši državi znižal plače. In povem vam, Luka Mesec, zvodeneli ste. Niste Levica v opoziciji, ste v koaliciji. Obnašate pa se, kot da ste v opoziciji. Kdor hoče voliti socialista, bo volil Kordiša, ki si bo vzel štruco kruha. Vi v Levici ste štruco kruha vzeli delavcu. In Luka Mesec, ko je bilo treba ukrepati, ste razmišljali. Ko je bilo treba se odločiti, ste moralizirali. In ko je bilo treba prevzeti odgovornost, je obtoževal druge. Odstopite, minister. In še drobcena šala, čisto za konec. Vidim, da ste november potegnili v december, tako z brki kot tudi z besednim izrazom. Ne da se delati. Hvala.